Beletrina v živo. Pred nami je roman Plima, gre za tretjo leposlovno in drugo romaneskno delo Ane Schnabel, ene gotovo najbolj opaznih, propulzivnih pisateljic mlajše srednje generacije na Slovenskem. Ana, najprej seveda iskrene čestitke ob izidu nove knjige. Najlepša hvala, zelo sem nervozna. Ni posebnega razloga, knjiga se mi zdi, da se bere odlično. In sem prepričan, da bo očarala seveda kupico bralk in bralcev, ampak zdaj jih morava prepričati, zakaj. Začel bi pravzaprav, če smem, s tem, da se navežem na tvoje prejšnje delo, na Mojstrovino, se pravi na roman z naslovom Mojstrovina, ki je mojstrsko izpisan. Ampak, če se prav spomnim takrat kritik, ki so izhajale, je bilo kar nekaj poklicnih bralk in bralcev presenečenih, se mi zdi, da si dogajanje tistega romana postavila ne v našo zdajšnjost, ne, ampak raje v recimo bližnjo preteklost, v sredino 80-ih let. Ne, pa se to je čas, ki je na nek način že presežen, ki smo ga pustili za seboj, zdaj so pred nami povsem novi izzivi, ne? Takrat ni bilo interneta in danes ni več berlinskega zidu, tako nekako. Ne? Ampak zdaj imamo pred nami, kot rečeno, roman Plima. Ta je res umeščen v sedanjost, ampak zdi se mi, da ga ponovno ne bi bilo, če ne bi bilo tega časa konca 80-ih, začetka 90-ih. A imam potem takem pravilen občutek, da so prav ta leta tam, ko je razpadala Jugoslavija, ko se je rojevala slovenska pomlad, na nek način rudnik bogat literarno snovjo, vsaj v tvojih očeh. Na nek način zagotovo je, čeprav tega še nisem dosti smiselno opomenila, ne v Mojstrovini, ne v Plimi. Je pa zagotovo pač v ozadju mojega uma ves čas ta čas, ker želim očitno svoj odnos do tega časa razrešiti. Ne? Ker tudi ves čas se mi zdi, da v javnem življenju plava problematika tega časa, plava kontrakultura tega časa, Slovenci se ves čas obračamo v tisti čas, ker je pač za nas, za našo samostojnost tako pomemben. Zanima me miti tega časa, ne miti, ki so nastali v tistem času in oblikovali samostojno Slovenijo, pa tudi laži povezani pač z oblikovanjem samostojne Slovenije. Ne. Je pa res, da tega se še nisem literarno lotila, tako kot bi si želela. Čakam na ta moment, da bom dovolj zrela, pa morda pri sebi premislila tudi nekatere postavke tega obdobja. Se pravi, smo palčki na ramenih, no, ne nujno velikanov, ampak morda samo drugih palčkov, kdo bi vedel, pokazala bo slej ko prej zgodovina. Ampak vseeno, ne, zdaj so nesporno v jedru tvoje pozornosti ljudje, ki so stari nekako tako kot ti ali jaz, se pravi ljudje tu okoli 40. leta. Ne? Več junakov je evidentno v jedru tvoje pozornosti, pa se sprašujem, a smemo to dejstvo, ne, skratka, da imamo koliko, 40-letnike pred seboj v Plimi, je to treba potem takem razvozlati ali interpretirati v tem smislu, da imamo opravka z generacijskim portretom? Meni pojem generacije ne pomeni absolutno nič, jaz ga ne znam zagrabiti. Zelo legitimen se mi zdi, za moč opominjanja določene resničnosti, ampak ni pa to dobro orodje za pisanje, ker vsebuje preveč podpojmov. Generacija vsebuje pojem razreda, pojem spola, pojem etnične pripadnosti v končni fazi. In jaz sem se v Plimi lotila 5 likov, oziroma 4 likov, 40-letnih likov, ki živijo točno v določenem prostoru in pripadajo točno določenemu razredu, razen Dunje, ki je recimo iz nekega razreda izšla oziroma ga presegla. In so me zanimale te okoliščine. Ne? Pa ni to priča generacije, ker ne zajemam vseh razredov, v končni fazi ne vseh spolnih identitet možnih. Ja, kot sem rekla,
težko zagrabim generacijo kot tako. No. Tudi, ko recimo govorijo kritiki o generacijskih romanih, Sally Rooney in podobno, jaz v njih vedno prepoznam samo pričevanje oziroma portrete določenih razredov znotraj generacije ali pa določenih spolnih identitet znotraj generacije, določenih izobrazbenih skupin znotraj generacije, ne pa generacije kot take. To je izjemno širok dežnik, ki ga pa pač v tako majhnem delu ne morem, saj jaz nisem zmožna pošteno zajeti. Najbrž je tako bolj pošteno, kaj ne? To, da pravzaprav na ta način pripoznamo, bodisi eksplicitno ali samo implicitno, da naše družbeno tkivo danes preči cela kopica tektonskih, kako so že to, prelomnic. Ne? V tem kontekstu moram vprašati, se pravi, odločila si se za neko specifično skupino ljudi v nekem specifičnem okolju. Ne? To specifično okolje je v prvi vrsti seveda slovenska obala, ne? Te kraji od Lucije do Pirana, ne? Ki jim na nek način praviš v romanu ne kraji. Ne? Nekaj, kar je od turizma tako izvotljeno, da... Monokulturno. Ne? There is no there, pravi Gertrude Stein. Ne? Kako pomembno je bilo, da si spoznala to okolje v procesu priprave romana, da si ga natančno mogla potem predstavljati in literarno poustvariti? Ravno prej sem se s knjigarnarko te knjigarne pogovarjala o tem, kakšen romantičen odnos imajo lahko prebivalci drugih krajev Slovenije v odnosu do obale. Ne? Jaz sem pa na obali preživela vsaj 12, 13, mogoče 15 poletij, zaradi pač svoje družine in sem v tistem času razvila precej kritičen odnos do teh krajev, kot jim pravim. Tako da zame študij ni bil potreben. Jaz sem obalo prečutila, prečustvovala in tudi spoznavala kar nekaj časa. Je res, da se je vmes marsikaj spremenilo, da sem tekom pisanja romana pač posebej Lucijo obiskala kar nekajkrat, da bi si moče zapomnila določene kote, atmosfero in ugotovila, da se je ogromno spremenilo, seveda, da je nastalo kar nekaj rondojev, ker pač očitno lokalne oblasti perejo denar. Rondoj so vedno, recimo, da priča nekih mutnih poslov, se mi zdi, sploh na slovenski obali. Skratka, ogromno se je spremenilo. Jaz se nisem zadala, da bi zdaj s plimo podala veren dokument nekega kraja, ampak veren dokument mogoče mojega odnosa do teh krajev. In tudi ne samo mojega, ampak tudi lokalnih prebivalcev v končni fazi, ker so ravno ti najbolj razčarani v odnosu do svojih vasi. Zdaj, mogoče sva ravnokar ustvarila občutek, ne, da je pred nami roman realističnega tipa. Ne? Se pravi, da imamo nekaj, kar se upisuje v to dolgo tradicijo še iz 19. stoletja izvirajočo, ne? Kjer je strašno pomembno, da zelo natančno, precizno prikažemo like v njihovem socialnem, geografskem, časovnem okolju na vse zadnje. Ne? Ampak ni čisto tako. Ne? Zdi se, da je pravzaprav roman izpisan z več kot le malo pogledovanja k modernistični literarni tradiciji, se pravi k temu pisanju, ki v središče postavlja interes za notranji tok misli, tok zavesti. Je ta vtis pravilen? Zagotovo je. Sicer jaz nisem literarna zgodovinarka in tudi težko operiram s tovrstnimi pojmi. Je res, da sem študirala književnost, ampak se recimo, da nočem opredeljevati do literarnih gibanj, je pa tok zavesti gotovo v središču, ker me zanima človeška zavest, tudi me je specifično zanimala Dunina zavest, ki sem jo potujila s tem, da sem jo predstavila v tretjeosebnega pripovedovalca in podobno, da sem lahko v to vnesla še nekaj drugih prvin, ne samo teh skrajno pričevalskih, izpovednih in sentimentalnih. To da ja, zagotovo se strinjam s to oceno. No, seveda, ne, ta moment, te potujitve, ki ga omenjaš, ne, se mi zdi zelo zanimiv. Ne. Vedno znova se uglašajo v toku te zavesti medklici, ki nas kot bralke in bralce mečejo ven iz gladkega teka misli, vtisov, občutij
ampak nas opozarjajo, tukaj imamo opravka z umetelnim tkanjem jezika, umetelno izgradnjo zgodbe. Zakaj se ti je zdelo dobro za roman, da nas vse skozi tudi opozarjaš, vse, kar tukaj berete, je vendarle umetelna tvorba in ne ena izmed tistih, v narekovaju rečeno, srce ožemajočih zgodb po resničnih dogodkih? Iz več razlogov. Najprej zato, ker potujitev omogoča kar nekaj humorja. In ti medklici bi seveda lahko bili drugačni, ampak jaz sem se odločila za, recimo, kaj so to znotraj literarni ali nekaj takega. Medklice zato, ker je glavna junakinja pisateljica in ker se odpravi na obalo pravzaprav iskati novo pripoved za svoje življenje, oziroma svoje zgodnje življenje, za svoje izkušnje in se zaveda določenih postopkov tkanja, strukturiranja fabule in pripovedi. In sem seveda pač njeno življenje, njeno zavest izposobila za to, da lahko zdaj raziščem te postopke znotraj samega pripovedovanja, oziroma znotraj same zgodbe. Ja, to je verjetno en razlog, ne več razlogov. Tudi ta je povsem na mestu, ampak moram pa vprašati, tole pa se mi zdi, da je lahko tudi kritično zastavljeno. Namreč zdi se mi, da pogosto beremo sodobno prozo, kjer so protagonisti ljudje, ki se sami ukvarjajo s književnostjo. Kar sicer lahko zelo lepo sledi tisti maksimi, da naj pisateljice in pisatelji pišejo o tistem, kar poznajo. Ampak po drugi strani pa se vedno sprašujem, ampak kaj pa vsi tisti drugi bralci, upam, da jih je veliko, ki niso poklicno pripeti na delovanje slovenskega literarnega obrata, ki so torej zdravnice, pa prodajalci v supermarketu, pa pravniki in recimo inženirke. Kaj je z njimi? Se bodo oni mogli ustrezno, dobro identificirati z likom, ki pač živi neko dovolj specifično življenje? Povsem legitimno vprašanje. Zdaj, če primerjam Plimo z Mojstrovino, je bila Mojstrovina verjetno v tem smislu teže dostopna marsikomu, zato ker pač opisovajo nek svet duhovne aristokracije, podobno kot pri Aleksandrijskem kvartetu. Vsi veliko vejo, vsi veliko čutijo, vsi znajo dobro opomenjati to, kar čutijo in to, kar vejo. Medtem ko pri Plimi, sploh kar se tiče Dunine zavesti, ona je tako dvomeča, tako skeptična in tako samoironična, da upam, da bojo lahko bralci skozi to samoironijo vstopili v svet pisateljevanja, v katerem se hitro razjasni, da Dunja ne ve, kaj dela pravzaprav. Da kljub temu, da se zaveda določenih postopkov on paper, postopkov fabuliranja, gradnje pripovedi, kot sem rekla, pravzaprav nima pojma, kaj počne. Tako kot pač v samem romanu ne ve točno, kako raziskuje, kaj je naslednji korak, ljubje pa se samo odnaša po nekem rizomu na neke kave, kjer se srečuje z nekimi ljudmi iz preteklosti, po velikem naključju. In ta ironija, ta ironična zavest, mislim, da bi lahko ponudila ljudem vstop v tudi veliko bližino v končni fazi, ker Dunja same sebe ne jemlje tako resno. Upam, da tudi bralci ne bojo vzeli tako smrtno resno v njeni pisateljski poziciji. Hkrati pa upam, da bo ponudila tudi vpogled v to, kaj pisatelji dejansko počnemo. Nekako ne vemo, marsikdaj kaj počnemo. Mislim, na koncu se zdi roman dobro, zanesljivo zvezan skupaj. Po tej plati je seveda vse redo, ampak zdaj se sprašujem, koliko naj poveva o štoriji romana. Skratka, pač imamo opravka z Dunjo, glavno junakinjo, ki je po poklicu pisateljica. Hitro zvemo, da je zelo uspešna pisateljica, se je očitno pred nedavnim prižigala kres na ljubljanskem Rožniku, kar seveda pomeni, da je dobila nagrado za najboljši roman leta, za Kresnika. Ampak vrača se torej v kraj svojega otroštva, da bi tam našla snov za svoje nadaljnje pisanje, nadaljnje ustvarjanje.
Je pa to otroštvo seveda zaznamovano s težko travmo. Bova povedala kaj več o tej travmi ali že tukaj raje Ne, poveva? lahko kar razgrni. No, skratka, gre za soočenje s težo dveh smrti v njenem otroštvu, Bratove in očetove. bratove in očetove, ki nikakor nista bili na noben način pričakovani ali napovedani. Ne? To niso skratka smrti po dolgi bolezni. Torej, ne? Ta želja potem, da bi se soočila s to preteklostjo, se mi zdi, da vendarle ni izvedljiva samo na pisateljski vampirizem, ne? Na to, da je treba najti novo Pripoved. žmohtno pripoved za vsako ceno. Ne, gre za nekaj več. Ne? Gre predvsem za to, da si Dunja dejansko želi postaviti neko smiselno zgodbo o smiselnosti svoje preteklosti, s tem, ko se vrne na obalo, da bi raziskala svojo nikdar pojasnjeno smrt svojega brata. Očetova je seveda zelo jasna, ker gre za samomor. In mislim, da tukaj ni nobene druge motivacije, zares. Jaz nisem v pisanju Plime sledila nobeni drugi ideji, razen tega, da pač sem Dunjo poslala na neko pot, ki se je končala, kot se je končala. Vem, kaj me boš vprašal. Vprašaj. Soočenje s to preteklostjo je od tretje strani naprej približno, ne? Evidentno travmatično. Evidentno Dunja koplje po sebi do bolečine, do krvi, ko se pravzaprav zazira v to, kaj se je zgodilo, kako je ostala pravzaprav brez otroštva zaradi teh smrti, kako je njeno življenje pravzaprav nepopravljivo zaznamovano in kako pač te preteklosti na nek način ne more pustiti za seboj tako, da bi se prebila v resnično živost. Tak je bil moj bralski občutek. Ne? Zakaj vztraja? Kako ne rečem, a je vredno, ne, za voljo iskanja štorije se na tak način zazirati v globine, temne globine svoje izgube. Tako. Dobro vprašanje za Dunjo verjetno je smiselno, ker je tudi Dunja otrok svojega časa in to je ta generacijski problem, da smo pač vsi obsedeni z skopanjem po lastni preteklosti in z razgrinjanjem, razgaljanjem mehanizmov, ki so nas naredili. Pričemer jaz, ko sem roman pisala, v resnici sploh nisem imela v ospredju Dunjine travme. Ne zares, ampak predvsem Dunjin poskus, da bi končno ozrla obraz storilke oziroma storilca, tistega, ki je pač zagrešil Dražanovo smrt. Travma je nekako bila v mojem pisateljskem procesu neke vrste vehikel, ne, pač eno tako vozilo, ne pa zares fokus. In je zanimivo, da se pač v tvoji bralski izkušnji to izkazuje drugače. Ja, zdi se mi, da je pravzaprav vendarle v ospredju, vsaj tak je bil moj bralski občutek, da v ospredju ni toliko pač zabrisani obraz umrlega, kakor trpeči obraz preživelega. Da je pravi fokus tukaj. Ne? Pričemer pa, in to se mi zdi pomenljivo, recimo v navezavi s tistim, kar si v nekem intervjuju izjavili, da če se prav spomnim, apropo Mojstrovine, ne? Kjer gre za intimno ljubezensko zgodbo, recimo, ne? Da te intima kot taka sama po sebi, ne? Niti ne zanima, kaj pride zares, da gre vselej za to, kako se ta privatni, zasebni, intimni svet posameznika vselej odpira in vpenja v nek širši družbeni, politični, ekonomski, socialni kontekst. Najbrž nekaj podobnega lahko rečeva tudi za Dunjo in tiste, ki so se skupaj z njo postarali na obali. Plima je zame neke vrste case study oziroma character study. Torej, Dunjino travmo
ne v narekovajih, ampak dejansko travmo, izpišem zato, da bi se na koncu skupaj z bralci vprašala, kaj bo Dunja potem, ko ugotovi, kaj je resnica njenega brata in tudi resnica storilca oziroma storilke storila. Kakšna bo njena etična odločitev. Zdaj, če bi to pisala pravnica, bi bila seveda etična odločitev mogoče drugačna, ker sem pisala jaz, je takšna, kakršna je. Predvsem mi je bilo končno dejanje, končno razkritje tisti fokus in sem zato izpisala vse to, kar se z Dunjo dogajalo. In ves ta čas tudi namigovala na to, da Dražen, kljub temu, da je imela ona nanj, da ima nanj ves čas pretežno negativne spomine, da te negativnosti, tega, kar je on že kot človek ponujal, ni zares hotela uzreti. Skušala se približati resnici svojega brata, ampak še bolj se skušala približati resnici obraza tega storilca oziroma storilke. Tako da zame je to res bil case study, ker pa pač nanesel ogromno enih drugih prvin in gibanj. Ja, spominjam se iz srednje šole tistega, mislim, da Kersnikovega gesla, da pač pisatelj že mora pisati tako, kot je zares, ampak vendarle tako, da je ta resnica uvita v neko srebrno tančico idealizma. Zdaj, tvoj roman skuša, se mi zdi, to srebrno tančico idealizma ravno odstraniti in reči bob. Je to prava etična drža za 21. stoletje? Brezkompromisno pogledati resnici v oči, si naliti čistega vina, pereat mundus, pa naj bo kar hoče. Zdi se, da si tega želimo, to se dejansko dogaja. Rezultat tega so številne interpelacije umetnikov, umetnic, igralk, igralcev, producentk in podobno. In mislim, da ta intenca je vredna in je pomembna, se pa seveda znotraj te intence dogajajo tudi precej čudne stvari, pri čemer je ogromno nekih ljudi, ki imajo na glavi marsikakšno maslo, marsikakšen zločin v končni fazi, pa marsikakšno neetično, nemoralno dejanje, zaščitenih pred temi gibanji. Recimo, prvi, ki mi pade na pamet, je David Bowie, ki je pač v svoji Thin White Duke fazi veselo zikhajlov pa propagiral nacizem, pa mu tega zato, ker je bil tako progresiven umetnik, niče zares ne zamerja. Medtem pa še belec je. Medtem ko se z drugimi, ki mogoče nimajo enake poti, ki niso bili enako progresivni za čas, v katerem so ustvarjali, ali pa ki jih sodobnost nima tako rada, hitreje padejo pač pod vlak interpelacij. Interpelacije se meni zdijo nujne, ker sama po sebi nisem navezana na pač eno zgodovinsko pripoved in njene like. Naj se zgodovino zgodi, kar se želi, naj se z zgodovinskimi liki zgodi, kar se mora, ampak če se gremo, se potem moramo iti do konca in biti pri vseh enako neizprostni, kar pa je izjemno težko, ker pač resnicoljubnost v končni fazi ni maksima človeškega duha. Ko sva seveda pri likih, ki so problematični, več kot samo malo. Kar veliko jih je v tvojem romanu. Ja, vsi, razne duške verjetno. Najbrž kar vsi, tako je, ja. To pomeni, da bi sugerirala svojim bralkam in bralcem, da so ostri sodniki, ko berajo, ali si lahko privoščijo najti v svojem srcu pa tudi en majhen kotiček za te zgubljence, agresivneže, zavedence. Ostudneže. Uzdavi pač skratka po želji. A je ta nihil humanum, ni človeškega, mi ni tuje, a je to še vedno nekaj, na kar lahko vsaj malo računamo? Moja osebna drža je takšna, seveda. Ne more pa moja osebna drža postati drža družbe, ki si želi nekih pozitivnih sprememb. Jaz bralcem ne morem nalagati, kako se bojo opredeljevali do mojih likov ali pa do likov drugih avtorjev in avtoric. To je izjemno zahtevno vprašanje, zato ker vedno si opazil, da sem jaz skušala te like naslikati z nekega, recimo, neke makroperspektive in mikroperspektive, torej Kristjan,
naš rasist, je v svojem neposrednem okolju pravzaprav zelo dobra in čuteča oseba. Je dober oče, dober partner, dober očim, dober partner, skrben človek, ampak seva pa ogromno agresijo in rasizem in fašizem in vse to. Ne? Vse nelepo in vse grozno in vse, od česar bi se radi kot recimo, progresivna družba odvrnili. Jaz tega problema ne morem rešiti, seveda. Ne? Vprašanje je, če se bomo kot družba dogovorili glede tega, kakšnim etičnim merilom bomo sledili, koga bomo zdaj iz določenih skupin izvrgli, pod kakšnimi pogoji, kakšne so stopnje teh zločinov integritete in podobno. Zahtevno vprašanje. Ja. Jaz ga razrešujem od primera do primera, ker težko najdem formulo, ki bi razrešila vprašanje človeških življenj, no? In tudi človeške ostudnosti. Je potem takem roman, ta tvoj, pa lahko tudi katerikoli drugi, ne? Način, kako se lahko pogovarjamo o tem, kakšne so naše vrednote, kakšni so naši cilji, h katerim stremimo, kako bi se radi izboljšali in kako ne. Zagotovo. Mislim, da vsak od romanov pridoda nek pojem, pa neko besedo k temu pogovoru, ki se nažalost še ne odvija na najbolj konstruktiven način. Seveda je zelo pomembno, da izvemo, kaj bomo dopuščali, česa ne bomo dopuščali, čemu bomo popuščali. Kaj je zares zločinsko, kaj je pač samo neprijetna značajska črta, kakšna značajska črta ima lahko ogromne posledice, kakšna pravzaprav ne. To so ta vprašanja, ki se ves čas sučejo v plimi, ki jih tudi jaz ves čas sučem po sebi. In kot sem rekla, ker nisem sposobna najti formule, ki bi to razrešila, ker ne morem interpelirati sveta, ki bi pač ostala potem brez njega, se s tem ukvarjam od primera do primera. Ker mi vzame ogromno časa, ampak s tem se mi zdi, da sem najbolj poštena do resničnosti, no? Pa tudi do svojih sposobnosti spoznavnih. No, saj, kaj nimamo ravno za to časa, kolikor ga pač imamo v teh naših kratkih življenjih, ne? Da probamo živeti čim bolj notranje polno in nekakor ne enostavno. Ne? To se že zdi seveda dobro izkoriščen čas, če nič drugega. Vrniva se nazaj k romanu. Ne? Govorila si o tem, da je v to vse prej kakor lahkotno zgodbo, vendarle vpletenega kar nekaj humorja. Ne? Na eni strani so to že omenjene te intervencije, ne? Neke metafikcijske intervencije, ki nas opozarjajo na to, da beremo vendarle roman, da tukaj obstaja nek kratek stik med fikcijskim in resničnim svetom in tako naprej. Drug moment, iz katerega se mi zdi izvira nekaj humornih efektov, je pa specifična govorica, ki si jo razvila za Plimo. Najprej mi povej tole, a je bilo težko pridobiti lektorico na svojo stran? K sreči je urednica lektorico opozorila na to, kaj bo dobila v roke, in je bila lektorica pripravljena na pač ta veliki šok. Sicer se je potem gospa Jezernik ponorčevala, da če ne bi bila opozorjena, bi že na 5. strani doživela živčni zlom, ker je pač Plima spisana, kakor je. Kako pa je spisana? Kako pa je spisana? Dobro vprašanje. Mislim, da gre za nek zelo jebi vetrski remiks različnih registrov, od visokega do izjemno nizkega, najnižjega. Vsebuje tako poetične kot vulgarne elemente, skratka, ni danino. Je pač tako kot sladoledni hladilnik v povprečni albanski slaščičarni. Vse imajo, tudi plavo nebo. Plavo nebo je še prav posebej seveda mikavno. Ja, ne, seveda ta mešanica različnih registrov. Ne, zdaj si predstavljam, ne, lahko pač pregovornega slavista ali slavistko, ki si ima ježijo lasje na glavi, ampak
bodimo realni, ne? To je način, kako ljudje, Slovenke in Slovenci, danes mislimo in govorimo. Ne? To je zelo realistično, hočem reči. Ja, sploh, če si kreativen govorc, ne? Ker v končni fazi upam vsaj, no, da je slog plime kreativen, torej gre za kreativno pripovedovalko oziroma govorca ali govorko, nekaj brezpolnega. In ja, mi smo vajeni uporabljati različne registre, ne? Pač vse od internet toka do pač občasnih citatov Pabla Nerude, če nam paše, in se je dobro, mislim, to je velika svoboda, da se lahko gibljemo, ne? Kot govorci in jaz kot avtorica seveda, in z vsemi temi registri, ne da bi se čutila kakšnemu še posebej zavezana. No? Z razliko od Mojstrovine je Plima izjemno svoboden roman. No? Jaz sem uporabila pač tisto, kar sem morala uporabiti, da sem lahko popisala, opisala določena stanja, kraje ali pa občutja. Povej mi, si se imela fino, ko si pisala? Najboljš. Res. Ja. Kljub temu, da sem pisala o travmi, sem si bila jaz super. Odlično. Ker je to zanimiva etična drža, ne? Ampak ja, dobro sem se imela. Predvsem zato, ker je ta zgodba z mano zorila kar nekaj časa. No, v resnici ni zorila zgodba, ampak je zoril nek vodni prizor, ki sploh ni vodni prizor te knjige, ampak pač nek naključni. In ker sem to v sebi gnetla toliko časa, bi potem steklo brez kakšnih velikih zastojev, no, zares. Koliko časa si potem vse zadnje pisala? Neto? Ja. To je verjetno 8 mesecev, no. Bruto pa pač več kot leto, 2 meseca, 3 mesece, kaj takega. No, roman je zdaj prav sveže ven iz tiskarne, pravzaprav, ne? Pa se sprašujem, kaj to pomeni, da lahko zdaj nekaj časa počivaš na lovoriki, ali je že pač nov literarni projekt v tvojih mislih, da ne rečem na tvoji delovni mizi? Je, pri čemer sem prejšnji teden zavrgla besedilo, ki sem ga pisala 1 leto. Že 3. zavrgla in se lotila nečesa popolnoma drugega, ker sem ugotovila, da moram nadaljevati nekako tam, kjer sem spoznavno pri Plimi končala. Potemtakem pa si zelo želim brati naslednjega romana, zdaj, ko sem tega ravno prebral do konca. Še enkrat, seveda, čestitke. In kaj drugega lahko rečemo ob koncu, kot pohitite, vzemite Plimo v roke, ne bo vam požal. Hvala. Beletrina v živo.